Ejo, nova sezona je pred vrati, ki pa zna biti zelo zanimiva, no, predvsem drugačna. Zakaj? Ker na koledarju je prišlo do enih, da moram reči, kratkih stikov. Termini, ki so bili prvotno planirani, predvsem vezani na Drift Championship po Nemčiji, so se zelo premešali. In med drugim tudi, kot veste, planiramo še nek dodaten dogodek, lasten dogodek v letošnji sezoni in prihaja do kar nekih clashov, med drugim tudi kar nekih šovov, ki so bili že vnaprej bukirani, se pač clasha s temi termini v Nemčiji in iskreno povedan, še sam ne vem, koliko, kaj in kje bomo letos vozili, kar se tekmovalnega dela tiče, če ne drugega, definitivno konec leta na Night Strike-u. Plani, kot vedno za sezono, so visoki, na avtomobilih se že kar veliko dela, upgradi tudi za Tomcata, težko pričakovani, z novim partnerjem, Garrett, Advancing Motion. Kakor sem omenil, predvsem bo baziral očitno na velikih showrun dogodkih in iz tega vidika imamo še en poseben avto za zbildati letos. Rok za to je zelo kratek, ampak se bom potrudil, da ga ulovimo. Ja, ti trenutno dela Bolček, preverja zavore oziroma dela kar tako manjšo revizijo na avtu, ker ne glede na to, da smo ga že pripravili na sezono in je tudi odprli z manjšim šovom na mednarodnem industrijskem sejmu v Celju, je to nekako po vsakem takem nastopu zelo nujno, ker hočeš, da je vse v redu in da je avto pripravljen za naslednjega in to tokrat ni nič drugače. Mislim, baca po večji kruno, kaj v Celju. To vem, sem vedno, da še nekom spravo. Absolutno. Ker se odpravljamo v tujino, ni samo pomembna ta priprava avtomobila, ampak tudi priprava vseh stvari, ki jih moramo imeti s sabo in tega definitivno ni malo. V bistvu vedno več in več. Oziroma tako najprej biti do voziček, potem voziček vedno napraviti. Da čim bolj spreden zagrajen, da se mi ne pele, da čim bolj zagrajen. Ja, po moje pol damo šotor, pa začnemo to. Ja. Stres, da boš kaj pozabil, zna biti zelo velik, zato gremo ponavadi čez checklisto dvakrat, tudi trikrat, če je treba, da ja česa ne bi pozabili doma. In gledam v prihodnost pozitivno in razmišljam o tem, kako bi bilo dobro imeti kar eno motosport, prikolico za tovornjak, kjer je vedno vse noter pripravljeno za odhod. Prvi večji resen nastop letos se bliža, ja, maj je tukaj, čeprav smo sezono že začeli z celjskim sejmom oziroma mednarodnim industrijskim sejmom v Celju z Varstrojem, je v bistvu zdaj tista prva večja stvar pred vrati in odpravljamo se v Italijo. Končno, ker želja, da se pojavimo nekje v Italiji, je bila že odprej, ampak nekakor dogodki niso upadali v naš koledar. No, zdaj, kakorkoli obrnemo, da se je Tuning World Bodensee in Drift Championship Runda 1
predstavlja, ja, za kar 2 tedna se je ta 1. maj sprostil in prišel je klic iz Italije, a bi prišli nastopati na naš event. Tako da prvič v Italiji, prvi dogodek letos, ko mi čaka, kam gremo? Jutri zjutraj. Jo, gume nismo nič prepumpali takoli, ja? Ne, sam sem jih nazadnje pač. Ok, pa pomagar, ko bomo pred mojo tanka, bomo še en check-up naredili. Ok, ajde. Alright, ajde, čau. Smo že v Italiji, pred nami je še dobrih 450 km in cilj Vercelli. Evo, prispeli smo v Vercelli, to je malo naprej od Milana, kjer se ta vikend odvija Fashion and Tuning Show. In prišli smo na povabilo Rikija. Riki je organizator vsega tega skupaj. In ja, tukaj smo zato, da naredimo en dober drift show. Avto sem, kolca gre tja nekaj na stran. Jaz bi predlagal, da parkovce čim prej rešimo, spravo Yes. avto dol. Avto dol. Tam sicer umaknemo. Ja, ga damo ga Postavimo čez šotor. do ograje, postavimo šotor, vse strakiramo. Niente inglese? E mi niente italiano. Un voto. Provato subito. Yeah, good. Claudio, io dove lo I mettiamo? already met with the guys, they know everything, so all is good, so good. Oh, io Antonio, Antonio. Bella macchina, complimenti. Grazie. Devi rifare i collettori, vabbè, però era un po'. Dai, andiamo. E questi che cos'hai? Non molto Yellow Speed Racing. Ah, speed racing. No, sì. So, I need your data for the subscription to the match, so like a name and a surname. Okay, just Dre. ma cazzo, right there, let's go. Setup pripravljen, več ali manj. Ostale malenkosti bomo uredili jutri. Sama platforma, kjer se bo odvijal drift show, je manjša od pričakovanj, glede na to, kar sem videl na Street Viewju in po fotkah, ampak vseeno, tukaj smo, da se bomo fajn, da se zabavamo. Zdaj pa gremo na hitro vrst v tele hale, da vidimo, kaj se pripravlja za tale vikend. Zgleda zelo zanimivo. In potem večerja, hotel, naspat se za jutri. Dobro jutro. Good morning. Buongiorno. Ja, bolj primerno v italijanščini.
En tak cool večer druženja za nami. Hvala Bogu smo imeli čas se naspati, da ni to en izmed unih vikendov, ki moraš biti po koncu ob 6 ali pa še prej zjutraj. Tlele se je tole že kar dobro nafilal, kar se tiče drifterjev. Noter se hale polnejo res s kakšnimi insane buildi, tako da to si bomo pogledali malo kasneje. En quick track walk, ja ne vem, če bo briefing. Enega od drifterjev sem vprašal, da je briefing, pa prav, kaj briefing? Pista una piccola, no briefing. Just guess. Naredimo en quick briefing, kaj in kako bo danes tole potekal, se preoblečemo in akcija. Ciao a tutti! Come stai? Ej, shit, na teh gumah je feeling, kada si na ledu, tako da dajmo za ono drugo rundo diča tele cestne gume, gremo na semislike, da bomo vsaj malo kontrole imeli. Zaključili s prvo vožnjo, moram reči, da je bilo kar sketchy na teh cestnih gumah, ampak se bomo bolj pripravili za naslednjo, da se bomo lahko še bolj zabavali. Zdajle malo pauze, druženje z obiskovalci, pa trial show sledi, ja, vsak čas.
son peterme. Tole na snemih je ful boš. Edin kar mi je žal, da je steza glih toliko malo preveč zaprta, da ne morem skoraj potreti. Let's go! Yes, prvi dan uspešno za nami, ne glede na majhnost tega prizorišča, kjer furamo, moram reči, da je zaradi te atmosfere in nore publike full the best. Ljudje, ki so tle, tudi ostali drifterji, so zelo gostoljubni, tako da good vibe. Ja, imamo malo izzivov s komunikacijo, ker moje znanje italijanščine je skoraj da že zdavni pozabljeno, sploh govoren del, ampak nima veze, ful se imamo fajn, malo še tle pohengamo. In ja, v bistvu mogoče izkoristim priliko, ker gre dan proti koncu in skočimo hitro tele hale pogledat avtomobile, ki so not parkirani, ker zdaj ni več tiste hude gužbe. Ok, tole mi je všeč, absolutno. Rocket Bunny S13, še ena S13 z Type-X spoilerjem, body kit je pa po moje od Origina. Lep avto, sam nove filtre rab, sigurno. No, there is slam, to je pa čisto podno. Upam, da ima air-ride, pa da ni takole spuščen, fiksno. RX-8. Sorry, ker sem pa JDM lover, tamle je še en kup enih euro avtomobilov, ampak itak v editu. Ok, kva je to? Ferrari bremzema, oziroma od enega Ferrarija bremze. Neka Toyota, ki, ja, bom mogel malo pogooglati. Upam, da se ne pele takole po cesti za pokrovi čez luči. Nice. Itaša segment. Sam to niso vse Itaši tukaj, ne? Tukaj je samo ene par. MX-5, Celica, Swift, tole je čist neki custom narejen, ampak sploh ne izgleda bad. Blaž, tle boš ti mogel nek voice-over narediti, kaj malo več veš o teh Itašah, jaz pojma nimam. Tako, ni velik, ampak dejansko najdeš vse. Clean S2000, 350Z, ok, še ena S13, Evo 6, preludica, FC RX-7 in pa FD RX-7. Evo 9, Celica T20,
Kaj pa tele diski, ki v bistvu niso diski. Pa niti ne vem, kaj je namen tega, ker kakor vidim zadnji nima neki bed bremze. Ok, definitivno avto na moji bucket listi avtomobilov, ki bi jih imel. Toyota MR2, druga generacija, ja, stil, targa strehca, sredinski motor. Lep avto, ful lep avto. Wow. Ok, tole je pa čist legit R32 GTR. Z legit Volk Racing feltnami. Koliko je pa hud. Tole bi pa tako imel. Ok, tole je definicija slammed avta. Tak, ta prav VIP look, notranjost, vse, lej to. Check this out. Grazie. Grazie. Prego. Še malo fičatov. Kdo bi si mislil, a ne? R34, sicer ne GTR, malo inspiriran po GTR-u, sam zgleda zelo lep. Tole, ki je pa zraven parkiran, je pa prav flashback, verjetno nekje v sredino 2000, tam 2005 do 2010 mogoče. Itaša? A je Itaša? Itaša. Še na strehi, kaj je to? Dragon Ball Z. A ja, ali to? A si predstavljaš, da prideš škole in prinesne tehničnega? Ok, tole je noro. Ne vem, kakšen je feeling, nisem probal, ampak tole je simulator za furat, dejansko postavljen v, ja, dajmo reči zasluženega GT3 Lambota in Assetto Corsa. Crazy. Ok, ne vem, če je res, kar tlele piše, ampak dajmo reči, da je tale avto bil zmagovalec 24 ur Daytone 2019. Noro. Tale v rap. Spomnim, ko se to na kameri vidi. Tak fusion. Ok, tak styling mi ni bad. Sploh ta wing je čistik. Za moj kus malo prevelike feltne, ampak je good. Ni slabo. Midnight Purple. Pa tudi ni GTR. Ok, če sem rekel za unga, da ima prevelike feltne, ima ta premajhne feltne. Koliko je pa to spuščen? Mislim, po mojem je to razlog, zakaj ima take feltne, da dejansko čist na tleh, kolikor gre. Ok, tle imajo nek red carpet, je tudi kar neki zanimivih avtov za videti, od slammed pick-upa, tazga drag spec Civica, 2002 turbo BMW, če se ne motim, ena GT86, zgleda dober, not my cup of tea, ampak pol pa tale slant nose caddy. Ok, pa čist Italian show car. Meni osebno, ampak moraš respektati tale trud pa delo, definitivno. Še en avto, ki mi je ful pri srcu, Mitsubishi Eclipse druge generacije in tale je tudi full clean, kar mi čist sede na Eclipse. Ok, Fast and Furious Eclipse, definitivno hodo, ampak tudi takle styling je top. Kakšne dobre clean lučke. Turbo, no joke. Ok, definitivno showstopper zame tole. The Devil Z. Nice. Enkrat. Tole je pa nekje na top bucket lista.